Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o pomembnosti testiranja podjetniške ideje. Imam namreč nove zamisli oziroma stare, dolge, dolgoročne zamisli, vendar razmišljam, na kakšen nov način bi jih ponudil javnosti oziroma zainteresiranim ciljnim skupinam, sploh pa kdo bi bile lahko te zainteresirane ciljne skupine. In en pristop je to, da enostavno storitev izoblikuješ, narediš ponudbo, pripraviš letake, spletno stran, narediš oglaševalsko akcijo in potem vidiš, ali se bo kdo na to odzval ali ne, ali bo nekdo naročil to storitev. No, skozi udeležbo različnih predavanj, seminarjev v zvezi z podjetništvom, tudi tukaj v tovarni podjemov v Mariboru, pa so nas seznanili z drugačnim pristopom, z sistemom Delaj vitko, ki predvideva uporabo določene strategije za načrtovanje poslovne ideje. Ta strategija pa vključuje tudi testiranje svoje poslovne zamisli med ljudi. Torej, namesto da bi najprej imel neko svojo lastno mišljenje, kaj si ljudje želijo in kaj so pripravljeni kupiti in koliko za to plačati, se priporoča, da se gre med ljudi, da se ljudi vpraša za mnenje, da se sploh vidi, ali je ta storitev ali izdelek, ki jih nameravaš ponuditi, ali so to sploh zanimive za neko ciljno skupino, za ljudi. Ali bodo ljudje to hoteli ali ne. Da ljudi čim bolj vprašaš o teh podrobnostih, da dobiš čim več povratnih informacij in se potem odločiš, ali boš sploh nadaljeval z razvijanjem te ideje, te storitve, tega produkta, ali moraš radikalno spremeniti pristop in kaj so tisti najbolj učinkoviti prodajni kanali, za kakšno ceno so ljudje pripravljeni kupiti nek izdelek ali neko storitev. In to ni potrebno, da narediš neko zelo veliko raziskavo, dovolj je, da saj vprašaš nekaj 10 ljudi, pa že lahko dobiš prvo sliko o tem, kakšno je mišljenje ljudi glede tvoje ideje. Tako da tudi jaz se bom danes podal na to pot nekako raziskave javnega mnenja. Šel bom do ljudi, enostavno bom potrkal na vrata stanovalcev, se jim predstavil in povedal svojo idejo in potem bom videl, kakšen bo odziv. Vsi torej, ki želite razviti neko poslovno idejo, vas vabim, da tudi uporabljate podoben pristop, da najprej naredite raziskavo, povprašate ljudi. In vem, da je to večini zelo težko, ker naš šolski sistem nas ne navaja na nek osebni, samozavesten, individualni pristop na komunikacijo z drugimi. Ampak to je del razvoja lastnih podjetniških sposobnosti, kajti vsak, ki želi nekaj ponuditi, nek izdelek, neko storitev, mora razviti veščine komuniciranja, pogovarjanja z drugimi ljudmi, empatije, spraševanja. Zato
več ko imaš prakse, vaje na tem področju, boljši postajaš. Predlagam torej pogum in akcijo, da se gre na teren in razišče zadevo. Po tem video posnetkom pa vam bom nalepil še nekaj koristnih povezav v zvezi z podjetniškimi pristopi in vas vabim, da si jih ogledate. Hvala za posluh in nasvidenje.